Podpiramo ukrep, da bi tudi za ustavno normo omejili obseg zadolževanja države, vendar bi ta ukrep ne dosegel svojega namena, če ga istočasno ne bo spremljala tudi na isti način določena norma, ki bo določala, koliko pa je lahko sploh obseg javne porabe na letni ravni. Namreč v Sloveniji imamo v tem trenutku prihodke tako velike, da se zadolžujemo, na drugi strani so pa odhodki polovico bruto domačega proizvoda. Skratka, če mi ne omejimo obsega javne porabe, bomo lahko še naprej imeli zelo visoko obdavčitev ali pa visoke prispevke, kar znižuje našo konkurenčnost. Zato, kot rečeno, mi predlagamo, bomo to tudi v dialogu z političnimi strankami in tudi z ministrstvi sprožili po uradni poti, da se istočasno, tako kot so tudi nekatere politične stranke predlagale, omeji obseg javne porabe in to na 42%, z možnostjo, da to dosežemo z 2% zmanjševanjem v naslednjih 4-5 letih. Ocenjujemo, da je možno za boljšim menedžeriranjem, za boljšim upravljanjem vseh teh sistemov, tudi z racionalnejšim poslovanjem, za manj administriranja in birokratskih upravil, zagotoviti z manjšim obsegom javne porabe približno isto kvaliteto vseh teh storitev. Dejstvo je, da so zaostrene razmere v gospodarstvu že v začetku leta 2011 terjale spremembo insolvenčnega zakona. Še bolj pa so bile te potrebe nujne po prenagljenem, preuranjenem spreminjanju vstopnega pogoja za uvedbo prisilne poravnave, ki je bil takrat določen na 50% poplačila navadnih upnikov v dobi 4 let. Izkazalo se je, da je zaradi rapidnega slabšanja likvidnosti v gospodarstvu prišlo do pojava, da se je uveljavljanje, začetek prisilne poravnave praktično ustavil in da so se rapidno povečalo število stečajev. V letu 2011, to je tudi vam znan podatek, je bilo število stečajev enkrat večje kot v letu 2010 z visoko stopnjo rasti. Nikakor ni na mestu očitek, da je predlog, ki je sedaj v parlamentu bil pripravljen nepremišljeno. Nasprotno, na Ministrstvu za pravosodje je bila tudi na našo pobudo organizirana strokovna skupina, v kateri so bili vključeni vsi deležniki, tudi predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice. Bistven prispevek in predlog, ki se je v tej skupini temeljito obravnaval in analiziral, je bila sprememba insolvenčnega zakona ZFPIP, kot mu na kratko rečemo, prav v dobro malih in mikropodjetij, ki so vse skozi opozarjala, da niso sposobna izpeljati postopka prisilne poravnave, ker je bil postopek predrag in predolg. In zato je bistvena novost v temu predlogu prav uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave. Danes po aktualnem zakonu mora malo mikropodjetje, ki nima več sposobnosti plačevanja svojih upnikov, mora zbrati najmanj 20 000 evrov, da dokaže, da je insolvenčno. To je nedopustno. In zato na kratko uzakonitev poenostavljene prisilne poravnave pomeni enostavnejše, cenejše, hitrejše postopke finančnega prestrukturiranja, zaradi katerih je podjetjem, ki so se sposobna prestrukturirati, ki imajo posle, da lahko v dogovoru s svojimi upniki ohranijo zdrava jedra svojih podjetij in tudi seveda delovna mesta. Ob zaključku naj poudarim, da nikakor ni res, da spremembo vstopnega pogoja za uvedbo in izvedbo prisilne poravnave, ki ga znižujemo iz 50%, ki se s predlogom zakona znižuje z 50% poplačila navadnih terjatev v roku 4 let, da se znižuje na 30% dobe 4 let oziroma 50% v 8 letih, da je to gotovo za tiste, ki terjajo zelo slabo rešitev,
ampak še vseeno bistveno boljša kot 10 ali manj odstotkov poplačila v postopkih stečajev, ki trajajo leta in leta. Ključno pri vseh teh naših zgodbah v slovenskem pravnem redu je, da stečajni postopki tečejo bistveno drugače, bistveno manj učinkovito kot v sosednjih državah. In zato se opredeljujemo do potrditve ali nasprotovanja sprejetju tega zakona, tehtamo med boljšo od 2 slabih rešitev. Ali poplačati 30% najmanj ali več navadnih terjatev, kajti vemo, da so zavarovani upniki poplačani 100%, banke, hipotekarna jamstva, vseh vrst. In na drugi strani, torej, da se odločamo o tem, da preferiramo boljšo rešitev od 2 slabih. Stečaji pomenijo zaključene zgodbe, tako v poslovanju, za delovna mesta, za nenazadnje tudi cele dejavnosti, kar še zlasti pomeni za področje gradbeništva in še katerih drugih.